Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7. Današnje teme, katerim bomo dodali karakter, so sledeče. Globoka država ni teorija zarote, temveč dejstvo, s katerim živimo tukaj in zdaj. Evropska unija nam bo vsem podražila goriva po zdajšnjih trenutnih izračunih skoraj za 40 centov na liter. Evropske volitve so pred vrati in tokrat vam predstavljamo nosilko liste SDS Romano Tomc. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer posamezne novice dobijo prav poseben karakter. Prejšnji teden smo bili v Sloveniji priča dogodkom, ki so podobni raznim scenam iz znanstveno-fantastičnih ali pa iz filmov oziroma trilerjev Hollywooda, in sicer je šlo za hišne preiskave, ki so se zgodile v mediju Nova 24 TV. Do teh preiskav je prišlo kot posledica delovanja preiskovalne komisije v Državnem zboru, kjer se preiskuje prikrito financiranje političnih strank pred volitvami. Vodijo trenutno Tamara Vonta, prejšnja šefica te komisije, poslanka Mojca Pašek Šetinc, pa je javno izrazila svoje sume, da je bila ta komisija ustanovljena izključno za preiskovanje in posledično verjetno tudi za diskreditacije političnih nasprotnikov Gibanja Svoboda. Torej, ko govorimo o globoki državi, o čem v resnici govorimo? Govorimo o nekem sistemu medsebojnih vzvodov in mehanizmov posameznih uradnikov, birokratov, posameznih agentov oziroma, dajmo reči, prinesiteljev informacij različnih obveščevalnih agencij. Govorimo o tožilstvu, govorimo o policiji, govorimo seveda tudi o kapitalskih posameznih okoljih ter seveda o novinarjih in urednikih posameznih medijev. Kaj je v resnici globoka država? To ni nobena teorija zarote, ampak je dejansko delovanje medsebojnih teh polj, o katerih sem ravnokar govoril, na način, da se uničuje recimo konkretno lahko politične nasprotnike, lahko pa tudi kapitalske nasprotnike ali pa še kaj drugega. Govorimo o globoki državi vedno takrat, kadar govorimo o delovanju skozi globine zakonov, to se pravi našega pravnega sistema. Kapljo čez rob v zadnjih dogodkih je seveda prelil odvzem telefona in računalnika direktorju te medijske hiše. Odvzet mu je bil prejšnjo sredo in vrnen v petek popoldne, ko je bil verjetno presnet oziroma ko je bilo pač prekopirano, kar je bilo na telefonu in kar je bilo na računalniku. Veste, to je vse prej kot nedolžno dogajanje, še posebej, ker tisti, ki nekoliko bolj spremljamo to dogajanje, poznamo tudi konkretna imena in priimke in konkretne osebe, ki delujejo v spregi te lovke globoke države, ki se na eno stran razteza od komisije skozi tožilstvo in policijo kot represivni organ, da pride sploh do tega, in na drugo stran novinarje in urednike ter seveda FURS v tem konkretnem primeru. Ne smemo pozabiti, da je ta preiskovalna komisija dobila kar za 15 let finančnih in drugih poslovnih podatkov, kljub temu, da je zahtevala samo za 2 leti. In potem seveda so tukaj še v ozadju kapitalski interesi oziroma okolja, ki so v tem primeru zainteresirana, da se uniči nek vir, ki ga očitno Nova 24 TV predstavlja in ogroža to globoko državo oziroma njeno lovko, ki se je ta trenutek razgalila. Jaz bi pričakoval, da bo prišlo do očiščenja znotraj te lovke, glede na to, da že povprečni državljani, kamor sodim tudi sam, vemo z imeni in priimki, kdo, s kom, kje, kaj. To se v obveščevalnih in prikritih dejavnostih ne sme zgoditi. In je seveda na nas, aktivnih državljanih, je to, da na to opozarjamo, da se tega zavedamo, predvsem pa, da izkoristimo vsako možnost, ki jo imamo
In pred nami so zdaj najprej evropske volitve, potem pa slej ko prej sledijo tudi državnozborske volitve, da volimo trezno in preudarno in to take ljudi, kandidate, ki nam zagotavljajo, da jutri lovke globoke države ne bojo udrihale po nas nič hudega slutečih državljanih. Evropska komisija se pripravlja na nov udarec nad navadnimi povprečnimi potrošniki in sicer gre za podobno, kot imamo emisijske kupone, da bo prišlo do kuponov, nekakšnih nakupa kuponov posameznih distributerjev ali proizvajalcev, ali kaj se vem, kako bo to išlo tudi na področju goriva za osebne avtomobile. Kar pomeni v praksi, da nam bo ta naša draga Evropa, ki naj bi delovala v dobro vseh nas, podražila življenje, konkretno ta trenutek kažejo te izračuni, da naj bi prišlo približno za 40 centov pri litru, to se imenuje tako imenovana emission trading scheme. To se pravi neka shema trgovanja s pravicami do emisij. Kar pomeni, da ta zeleni prehod je vse prej kot dobrodošel nam državljanom, razen kot nek predvolilni pamflet, v praksi pa to pomeni, da se na račun nekih medsebojnih centrov moči na koncu dneva življenje nam vsem skupaj samo draži. Torej, pred vrati pa so evropske volitve in na portalu 24 danes predstavljamo nosilko kandidatne liste SDS, Romano Tomc. Romana Tomc je kot nosilka v tem intervjuju, to se pravi nosilka liste, v tem intervjuju zelo zanimivo opozorila na eno malenkost in sicer, da ni samo Slovenija naš dom, ampak tudi Evropa je naš dom, kar pomeni, da se moramo zavedati, da je Evropa tudi naša, da ni to samo od nekoga, od nekih uradnikov, od nekoga tam daleč v Bruslju, ampak preko naših poslank in poslancev mi upravljamo s tem našim skupnim domom. Ljudno vas vabim, da preberete ta intervju na portalu 24. Nekateri odgovori vas bojo presenetili, tako da vljudno vabljeni. To je bilo danes v današnji oddaji 7 ob 7 vse. Vljudno pa vas vabim k spremljanju tudi jutri ob istem času na istem mestu, to se pravi ob 7 zvečer.